super potovanje za podaljšan vikend oddih, ki je zelo blizu Slovenije in pa ful pocen. Sofija, Bolgarija. V tem vlogu ti pokaževa, kaj si ogledati in kaj početi v Sofiji, če imate samo 3 dni časa. Hejho, dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami sva ponovno Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In čas je za novo popotniško dogodivščino. In sicer, kot ste videli verjetno že v naslovu, odpravljava se v Sofijo v Bolgarijo. Zdaj, zakaj smo se izbrali to destinacijo? Čisto preprosto, ker je pocen. Shut up and take my money! To je bil glaven razlog. Namreč dobila sva povratne letalske karte za kar 34 evrov, torej povratne. Nora cena. Tako da, pežmo v Sofijo. Pristala v Sofiji in se že vkrcala na metro. Zdaj Sofija ima ful fajn, ker ima v bistvu samo letališče čist na obrobju mesta, tako da vas lahko že sama podzemna, torej metro, odpelje do centra mesta, kar je ful fajn. Takole pa midva vderava domačinom v Airbnb. To je zveri zabavno. To je kao ono, lov na zaklad, ali kako se temu reče. 8-1-3-1. Pa to se ne odpre. Ups. Lov na zaklad je končan. Evo naj v apartmaju. Odločila sva se, da rentava kar apartma preko Airbnb-a, ker sva dobila ful pocen apartma in nekako sva se odločila, da nočva biti v tistih socialističnih hotelih, ki sva jih videla na Bookingu. Tako da, po mojem, je bila dobra odločitev. Zdaj, če vas zanima, kako celoten apartma zgleda oziroma koliko sva odštela za ta apartma, bo naslednjem video, ki ga bova pripravila prav posebej video od stroškov, oziroma če je ta video že zunaj, se vam bo tukaj zgori zdaj pripeljal link, oziroma najdete link tudi v opisu tega videa. Tako da vabljeni, da si pogledate tudi to. Se pa nahajava v bistvu čist malček izven samega centra mesta Sofije. Majčkrat sva pozno prišla v prenočišče, ker vmes se tudi ura zamenja, so 1 uro naprej pred nam. Tako da sva šla samo v trgovino eno večerico si kupiti. Alex, kaj pa delaš? Najdel sem rogljiček z orehovim nadevom, to so pomali iskala, dejače pa kaj delam. Jaz ne vem, kaj je to carilnica, dobro, da obstaja Google Lens. No, pokaž. Da si jaz to prevedem, evo, no, kaj je tole? Rogljiček, šunka, rumeni sir. Aha, super. Ej, nugat, taj nugat, to rabim. Ja, dobro, zdaj sva že drugo vzela. Ok, evo naprej. Zraven kruha pa še, da nekaj namažeš, a ne, kva si najdla? Nek sir ni namaz, loso sem zgleda. No, daj, preveri, kva je tole. Lubricating cream. Lubricating cream. Tudi dober, gremo to kupiti. Potem pa po moje kar spat. Ampak, seveda moraš obvezno probati lokalno pivo. Midva sva izbrala kar 4. Ampak najbolj tradicionalno, ali pa ne vem, tako kot bi pri nas rekel Laško ali Union, je tale stvar. Tako da to je ta prva stvar, ki jo bodo danes probala, ostali bojo šli pa še malo v hladilnik, da ne mislite, da pa večeri spijemo toliko piva. No, evo, činkolo binkolo. Čakaj. Sorica. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Elač, midva še povečerjava, pa se vidimo kar jutr na ogledu. Dobro jutro, socialistične bajte. Sem se prvi spravil Eastern Block stali. Le še označanje so tle počnejo pogledati. Tako, številke. Hudo. Plan za današnji dan je, da si pogledava center mesta. In če imamo v Ljubljani Zmajev most, imamo pa v Sofiji Levji most, ki povezuje glavno železniško postajo z centrom mesta, kamor se tudi sedaj odpravljamo. Kje bi
lahko bolj začutil utrip mesta kot na bazarju. Trenutno se nahajava na Women's Marketu oziroma Ladies Bazaar oziroma ženski market, kjer v bistvu se nahajajo vse te lokalne dobrote in lahko kupite, kar vam srce poželi. To je namreč najstarejši bazar v mestu Sofija, ki je bil ustanovljen takoj po osamosvojitvi Bolgarije od Otomanskega cesarstva. Tako da ja, zelo star je in pa je open air, torej odprt na prostem. Za mano lahko vidite zelo ikonično stavbo, ki vas morda na nekaj spominja. To je bilo včasih kopališče in v bistvu ja, ta stavba za mano je obnovljena, najdemo pa še čisto originalne ostanke iz 16. stoletja. Je pa v bistvu zelo zanimivo, da ta stavba danes ni več kopališče, ampak je stavba spremenjena v regijski zgodovinski muzej. Zgodovina mesta Sofija pa sega že davno v preteklost. Tukaj so namreč živeli že Rimljani in za mano lahko tudi vidite ostanke mesta Serdika, mislim, da se tako izgovori, ki je bilo v bistvu staro rimljansko naselje. En del kompleksa je pokrit pač pod streho, en del pa, kot vidite, je kar v zunaj. In tukaj lahko najdete tudi table, se kaj preberete in tudi ostanki so vse živo, od bazilike, stanovanjskih hiš in pa tudi komercialnih objektov, pač trgovince in take stvari. No pa še eno zelo zanimivo dejstvo o Sofiji. Sofija je namreč edino glavno mesto v Evropi, kjer se gora nahaja samo 15 minut stran. In to je gora Vitoša, ki jo vidite za mano. Visoka je kar 2292 metrov. Kip Svete Sofije je ena taka zanimiva skulptura. Po eni strani je v bistvu samo mesto Sofija po Sveti Sofiji dobilo ime. Po drugi strani nosi en kup simbolov, se pravi na glavi ima krono, ki je pač simbol moči, venec, slave in pa sovica, se pravi znanje. Po tretji strani pa dejstvo, ki me je po moje najbolj presenetilo, ta kip so postavili leta 2000, predtem pa je tukaj stal kip Lenina. Timing pa imava popoln. V nedeljo ob 10. zjutraj k nedeljski maši. Sploh že kdaj bila pred nedeljsko mašo? Bila sem, sem ne prav velika. Nekateri Sofiji pravijo tudi mesto cerkva, saj boste v mestu najdeli res veliko pomembnih cerkev. Ena izmed teh stoji za mano, cerkev Svete Nedelje. Čeprav sama država nima nekako uradne vere, pa se večino prebivalstva opredeljuje kot pravoslavcev. Cerkev Svete Nedelje je zelo stara cerkev, namreč postavljena je bila že v srednjem veku. Ima pa kar nekaj tragične zgodovine, saj je bila tekom svoje življenjske dobe kar nekajkrat uničena, porušena in seveda tudi obnovljena. Prišla sva do najstarejše stavbe v mestu Sofija. Namreč postavljena je bila že v 4. stoletju in to je v bistvu St. George Rotunda Church oziroma cerkev Svetega Gregorja. Recimo, da je prav, ja. Tukaj je pa čuden občutek, da so okoli te zgodovinske stavbe okoli in okoli postavili bajte, pač hiše. Pač, malo je weird, a? Čuden, čist čuden. Tukaj v centru mesta imajo glih zbiralno akcijo zbiranja zamaškov. Tako da prav noro. Sva pa lih razmišljala, da je samo mesto Sofija zelo čisto in v bistvu tekom enega sprehajanja po mestu nisem videla še praktično nič smeti. Tako da, well done. Ja, sva vam rekla, da je tukaj v Sofiji poln cerkev. In trenutno se nahajava pred rusko cerkvijo oziroma imenovano tudi kot cerkev Svetega Nikolaja, ustvarjalca čudežev. Ta cerkev je prav posebna in sicer zgradili so jo šele v 19. stoletju,
potem, ko je Rusija pomagala osamosvojiti Bolgarijo iz pač Otomanskega cesarstva. In na tem mestu je včasih stala mošeja, ki so jo seveda porušili in danes postavili to cerkev, ki stoji tik ob ruski ambasadi. Verjetno vas preseneča dejstvo, da za mano vidite mošejo sredi Sofije. Ja, kar 8% lokalnega prebivalstva se nekako daje v skupino islamske oziroma pač muslimanske vere. Na splošno gledano pa je približno 60% prebivalstva kristjanov. Sej naj jo poznate, brez kulinaričnega razvajanja pa ne gre. Zdaj sva zašla v eno lokalno taverno, čisto lokalno. Zdaj sva zašla v eno lokalno taverno, ki sicer ni lih najcenejša, ampak je pa pač res lokalna in vsi so jo priporočili, tako da sva rekla, obvezno greva. In evo, pač Bolgarija velja za vinorodno državo, tako da sva naročila tudi wine tasting, se pravi degustacijo vina. Tole bo res čist pristna izkušnja, že sama dekoracija in ukrasitev je čistko v tradicionalnem bolgarskem slogu, tako da po moje podobe. Pa še en fun fact, se pravi v 80-ih letih prejšnjega stoletja je Bolgarija veljala za drugo največjo pridelovalko vina na celem svetu. Tako da ja, brez vinčka tukaj res ne gre. No, dajmo zdaj probati. Činkalo, binkalo. Midva sva kar nekaj naštudirala, zelo vsakega pomalo sva probala in sva ugotovila, da so jih postavili od najbolj suhega do najbolj sladkega. In te dva sta taka res zelo primerna h kakšnemu mesu. Potem tele dva sta v bistvu ful sladka, ampak hkrati en je kisu, en je pa tak grenk. Prav grenk je, zagreni na koncu. Prav zagreni na koncu. Tale je pa ful sladek in za čist sladici varianta. Imajo pa kar taka posebna vina, no, jaz jih ne bi noben okusu dopisala, no. Mislim, res nekaj čisto samo svojega. Kakšno dolgo ploščo sva dobila. Lačna sva pa tudi že kavolka. Kaj sva to naročila, Ponč? Ma ne vem, odločili smo se za dve različni jedi. Ena je v bistvu z govedino neki, jaz imam pa pujska. Zgleda kaj šiš kebab, neki na to foro. Ne vem, bova probala. Ampak diši pa ful dober. Pa zgleda tudi zelo dober, tako da dober tek. Dober tek. Prišla sva do verjetno najbolj markantne stavbe v mestu Sofija oziroma do najpomembnejše stavbe. To je stolnica svetega Aleksandra Nevskega. Gre za pravoslavno cerkev, ki ima v bistvu neobizantinski slog in pa podzemni muzej. Cerkev služi kot stolna cerkev patriarha Bolgarije. Je ena od največjih pravoslavnih stolnic na svetu in za stolnico Svete Save v Beogradu druga največja na Balkanu. Stolnica Aleksandra Nevskega je sigurno največja turistična znamenitost Sofije in lahko sprejme kar 10.000 vernikov. Po arhitekturi je križna bazilika s poudarjeno osrednjo kupolo. Pozlačena kupola je visoka kar 45 metrov, zvonik pa 53 metrov. Ima 12 zvonov s skupno maso 23 ton. Hrani pa stolnica nekaj posebnega. Levo od oltarja so v skrinjici razstavljene relikvije svetega Aleksandra Nevskega. Po videzu sodeč pa gre verjetno za košček rebra. Tako kot v marsikaterem mestu se tudi v mestu Sofija splača zgodaj vstati. Midva sva se že malo čez 8 odpravila iz najnega apartmaja in v bistvu cel dopoldne nisva imela prav veliko ljudi. Medtem ko zdajle, ko je pač res vroče ratalo, je tudi se mi zelo veliko ljudi prišlo ven na plano in kot vidite tukaj pred nacionalnim gledališčem je zelo veliko ljudi. V Sofiji se nahaja tudi mnogo muzejev. Zdaj, če boste imeli slabo vreme ali pa recimo dež ali pa pač mraz, kakorkoli, mislim, da je toliko muzejev, da bo čisto vsak našel en primeren muzej zase. Midva sva se sicer odločila, da glede na to, da imava cel čas ful lepo sončno vreme, da nekaj veliko časa v muzejih ne bova izgubljala, sva pa od drugih popotnikov slišala nasvet, da je pa en muzej, ki si ga moraš obvezno pogledati. To je Nacionalni muzej vojaške zgodovine, do katerega sva se zdaj tudi odpravila.
Za mano je en ful poseben letal in sicer MiG-21, ki ima na najinem kanalu prav posebno mesto. Zdaj bom dal en shameless promotion, se pravi malo promocije za en drug video. In sicer ta letala smo imeli tudi v Jugoslaviji, ki so bili parkirana in nekako so imeli domovanje v eni vojaški bazi, ki je bila zgrajena v gori. Tako da, če te kaj takega zanima, ti v spodaj v opisu pustila link do tega vloga. Skratka, gre za največjo skrivnost bivše Jugoslavije. In to so bila ta letala? Fulova. Pojdite pogledati tudi to. Hej, Cindy, s takelem se pa po moje Kim Jong-un igra malo. Te intercontinental ballistic missiles. Ojoj. No pa da nekaj ne bova pozabila povedati, da vas ne bo presenetilo. V Sofiji so vsi muzeji ob ponedeljkih pa torkih zaprti, tako da ja, mi dva imava zelo srečo, da je nedelja in je pač vse odprt. Ampak vzemite to v zakup. No, Cindy, zdaj pa jaz tebe nekaj navadil. Vidiš to tle zadaj? Ja, To je pa voden top. je voden top. Ja, le voden top in pa imaš tle malo večji voden top. Vidiš? Ti sem voden top. To je malo večji voden top, pa imaš pa še večji voden top čisto konc dol. To pa ni res. Ja, res. Ne pa ne. Sam muzej prikazuje več možnih razstav. Zdaj, glede na to, da mi nimamo prav veliko časa, sem se odločila, da si greva pogledati samo stalno ekshibicijo. Ta stalna razstava v bistvu prikazuje bolgarsko vojsko oziroma njihovo opremo, vse v bistvu od srednjega veka pa do druge svetovne vojne. Tako da to se ga zdaj pogledati. Ne smejo pa s kamero preveč snemati, samo s telefonom, tako da to je to. Cindy, veš kaj je na tej sliki? Kaj? Če ne naredim 100 trbošnjakov, ne smem spati. Sem imela pa zdaj v tem muzeju majčkeno nevšečnosti in sicer najprej že kuj spodaj pri vratih so nama rekli, da s tole kamero pa pač ne bo šlo, ne smeš snemati, a ne. Lahko s telefonom, ne pa s to kamero, pa jaz tako zakva. Ja, ker je predobra, a ne. Jaz tako, ok, mislim, sej whatever, ampak katera budalaščina je to, pač, kad da danes iPhone ali pa nek boljši model Samsunga, pa nima toliko dobre kamere, kakor recimo, oziroma bom rekel tako, imajo iPhone-i danes boljše kamere, kakor neki stari 5, 6, 10 let stari Nikoni, ki so tudi bolj kao fotoaparat varianta, tako da kar neki res. No pa za nameček, pa midva še snemava pač s telefonom, tako kot so nama rekli, snemava za vlog, pač se pravi posnetek, ki ste ga prej videli, kako pač, kjer vstopnice sva kupila. In pride gospa do naju in nama reče, da to pa kar ne lepo zbriševa, da ona je pač razumela, kaj je Alex v posnetku povedal, v slovenščini je razumela, in da sva midva rekla, da je to slaba razstava in da zaradi tega ne to zbriševa, da to pa pač ne bo ona dopustila. Nahajava se na Balkanu, tako da tudi tukaj v Bolgariji je tradicionalna alkoholna pijača rakija. In zašla sva v rakija bar Raketa in lejte tole, to je samo meni za rakije. Imajo jih več kot 150 različnih vrst. In kako bova zdaj ta prava zbrala? Raketa rakijo bova vzela, mislim njihovo, pač hišno. Zmene. Evo, so dobila rakijo. Raketa rakija. 0,5. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Jaz imam to tradicionalno iz šljiv, kakorkoli pa zdaj, če. Jaz imam pa iz medu, medeno. Ampak ni medica. Vonja se kot bolgajstna medica. Dobra. Dobar, ja. Ful dober. Sploh ne požge, ful gre lepo dol. Ful gre lepo dol, ja. Dobar. Ampak tudi ta je kar močna, čakaj da to vidim.
Ful, gajsno deluje. Ampak je tvoja bolj sladkasta. Moja bolj sladkasta, sam ni pa kot medica. Ja, Ni liker, ampak je še zmeraj žganje, no. dober. Dober, ja. Zanimiv. Zdaj sva pa meatballse naročila. Zgleda kot neka pleskavica. Bomo probali. Sem se odločila, da niso še toliko lačna, ker so glih kar jedla, ampak nekaj pa morava vzeti, ne? Nekaj pa treba večerjati. Dobar, zdaj mogoče bom delal krivico Bolgaram, ampak zdaj so že v ta drugi gostilni danes in nekako so ugotovila, oziroma se nama dozdeva, da pomfrija oziroma tega pečenega krompirja pa ne znajo delati, ker je že v ta drugo pač prepojen z oljem, tako da ne vem, kva točno delajo, ampak Jaz slutam na to, da v bistvu ga dajo že kot v mrzu, premalo segreto olje. ne vem, v glavnem, če boste mislili, da boste tukaj dober pomfri jedli oziroma krompirček, ne. A zakaj sva oba dva potušem oblečena z flašo vina? Ja, ne razložim, ne. Se pravi, Bolgarija ima dobra vina in sva rekla, da bova enega kupila in včeraj v Lidlu še Cindy tako pametno, kakor pa dajva raje šunga, kaj sam na pokrovček in je to, ne to na Pluto, ker nimava odpirača. Pa jaz ko dej, če je vinorodna dežela, valjda bojo imeli pri tako veliki kuhinji saj en odpirač dom. Pa Cindy, ajde, okej, možem. No in prideva in tata navaden, ki je na vzvod, je bil polomljen, oziroma je mu vse samo tega, kaj okrog unga, ki gre noter, ne. Pa tole. A ja, nisem pa odgovoril, zakaj sva oba dva potušen. Zaradi tega, ker zdaj bova pa probala to tehniko. En bo držal, drugo bo legal. Ja, Ben, ti čuva mi, da to kdaj odprla. Mogoče odpreva. Hej ho, nov dan, nove dogodivščine. Za današnji dan sva sklenila, da bova kar malo pobegnila iz tega mestnega vrveža. Namreč včeraj sva si res pogledala ta strog center mesta in glede na to, da je ful lep vreme, sva rekla, greva biti tako kot lokalci in se odpraviva na goro Vitoša, ki ponuja lepe razglede na celotno mesto Sofija. Glede na to, da je Sofija res ena redkih prestolnic, ki ima goro glih zraven, je to še ena fajn destinacija, ki lahko obiščete, če ste v Sofiji. In ja, zdaj sem se usedla v taksi, ker sem mečkala na tenko s cajtem, ker sem mogla malo pospati, ne. Nazaj grede bova šla pa verjetno potem z busi podzemnimi, nekaj bova že naštudirala. V glavnem se vidimo na trailheadu oziroma na začetku poti, kjer več razloživa v sami poti, kamor gre. Tole pa je klanca. Ful se vzpenjamo, čisto noro. Šla sva do Morini hotela, kjer je izhodiščna točka za najin pohod, ki se imenuje Kamendel? Nekaj takega, bom napisal tle spodaj. V glavnem, do tukaj vas lahko pripelje tudi bus, ki je lih kar pripeljal, za nazaj planirava iti, ker snemo sam voz na vsako uro, tako da ga morava ujeti. Zdaj pa, pejmo na pohod. Ja. V glavnem, od hotela se odpravite mečkan dol po cesti, tam je v bistvu trailhead oziroma začetek poti. Našega pohodnika Sebe. Žebe. Pazi. Že letim po tleh. Ja. Začneš pa ful ceniti v bistvu Slovenijo in slovenske pohodniška društva in ne vem kva gor dol, ker pri nas je res vse lepo označen. Pač in poti, in koliko cajta traja, in markacije imaš posod, to tlele je vse tako malo. Sploh ne veva, kam hodba. Ja, sploh ne vem, če ga ima zelo prav. Jaz pa sklepam glede na slike iz nekih blogov, ki sem jih včeraj začer bral in ja, sam upam, da prav prideva, no. Bomo videli. Somebody, but not just anyone. If you ain't looking, Prišla sva do prve table. Ampak kaj mi pomaga, kaj je vse v cirilici. Nič, spet Google Lens pa Translate.
Google naj lahko kaj sponzoriral za tole, kakšno reklamo mu delava. Sem res No, da ne bom pristranski, saj neke te označbe na drevesih so, sam tudi to ne veva, kva točen pomeni, ne? Ja, to so neke markacije, če greva pa prav, pa še zdaj ne vem. That's one thing that I know. When you ain't look, it's gonna pass you from behind. It's so easy to love, but it's so Mislim mi, da tole se najbolj zorganizirala. To je pa to, če delaš plane oziroma ideje na samem potovanju že. Kajti, mi se nisva, ko bi rekel, odločila, da bova šla v gore, a ne? Mi da sem mislila, da greva na city break, ne pa v gore. Ja, prva stvar, tele čevlje sem jaz rekel, da bom samo za po mestih, no zdaj niso več. Druga stvar, a vidite, to malo mokro pa to, ja no, visokogorsko močvirje. Še dobro, da imamo leseno pot tlele, joj, sva kar bumbar, ja. No, pri temule počivališču morate potem še malo naprej, če hočete najlepši razgled na Sofijo. Zdaj, samo ena stvar, tale Carmen del Del, sva skozi bolj prepričana, da ne obstaja, da se to en zmislil, ker kjerokoli tablo pogledava, to ni nobene table dokaz. Vse živo je črni vrh, tolsti vrh, ma ne vem kakšen vrh vse, ampak tega pa ni. Tako da, najprej bo šla verjetno kaj gor, pa še na razgled na drugo stran. Drugače pa Vitoša oziroma Vitoša Natural Park oziroma nacionalni park je najstarejši nacionalni park na Balkanu in sicer je bil ustanovljen že 1934. leta. Bravo, Ponč, to si pa tako lepo povedal. A ne? Ja. Zdaj se nama je pa pogled odprl. Lejte ga tega le kamen delčija. Ampak, še zmer. Ben kamen delči tle ne piše. Sam po slikah se spomnim, da je tak hribček na koncu oziroma tak skalnata zadeva. Tisti tam, ki je unele zastavce? Ja, tako. Ok, prav sva. greva. Do najnega vrha, se pravi nahajava se na 1862 metrih in to je nekje 400 metrov pod, se pravi, tem najvišjim vrhom, črni vrh, v bistvu najvišjim vrhom Vitoše. Se nama je pa zdaj odprl prečudovit pogled na celotno mesto Sofija. Drugače pa celotna tale pot Kamen del je res tako zelo easy. Več ali manj, mislim, da ima samo nekih 150 metrov višinca, potem pa sam po tem robu oziroma platoju hodiš. Tako da zelo primerno, recimo za naju, ki so že včeraj 20 korakov naredila, pa so danes malo zmatrna, da so šla v naravo, ampak da so malo bolj easy. Ja, dekle na koncu je tako zelo skalnato, ampak se da normalno. Mesto Sofija pravijo tudi zelena prestolnica. To pa zato, ker ima samo mesto ful veliko zelenih površin in pa seveda tudi parkov. Ti parki so res ogromni in pač tudi kar nekaj jih je po celotnem mestu. In zelo zanimivo je, ko takole gledaš mesto iz razgledne točke in so pač ti ogromni parki in nekako izgleda, kot da bi bilo mesto razdeljeno oziroma zelo razpotegnjeno. Ampak v resnici ni. Pač te zelene packe oziroma pač v tem primeru rjave, ker je že jesen, so parki. Tako, prišla sva iz pohoda, zdaj sva šla klele na eno kavico, ker čakava avtobus, bova šla nazaj kar z avtobusom. In ja, odpravljava se na brunch, sicer popoldne, ampak mislim, koliko je ura, trenutno 1 ura. Ja, prijeva, kje bo ura pol 3. Ampak saj ni važen, mi dva hočeva na brunch, ki baje imajo zelo dobre. Pa zelo poceni. Pa dosti poceni. Mislim, poceni v primerjavi s Slovenijo. Gremo na brunch. Če si bo kdo želel iti v Sofiji v shopping, imate tukaj v bistvu na južnem delu Sofije Paradise Center, ki je zelo velik shopping center. V bistvu nahaja
čisto zraven metro postaje Vitoša. Sva rekla, da bova šla na branč. In a veste, kaj še bolj? Naš sindek sploh še nikoli ni bil na branču. Prvič v življenju na branču, pa še to popoldne, ampak se ni važno. Šla sva v restauracijo Boho, ki naj bi imel najboljše branče v mestu. To, če to drži, bova preverila. Sva pa seveda zraven branča naročila tudi mimose, ker pač to ne bi zraven pasalo. In tudi oba v življenju prvič pijeva mimose, tako da dajmo probati, kakšno je to. Činkolo vinkolo. Dobar je, tako kot ena perol špric, brez aperola. Pač penina pa pomarančen sok, to je to. Dobar. To pa zdaj bo, a? Ja, le kako izgleda dober. Enega imava z lososom, enega pa z guacamolem. Pa še tale jajček, da ga vidimo. Lega, ko je lep. A kaj vidiš? Ne vem, teče vam. Ja, teče. Sam ne vem, če ti kaj vidiš. Vidim. Nekaj že vidim. Dobar tek. Dobar tek. Še wafle sva si prvošla. Glejte to, redilna bomba. Ojoj, spet bomo debeli. Ojoj, kakšna škoda. Zgleda pa dober, kot hudič. Greva. No, v glavnem, v Bolgariji se kar da prvošiti, glede na to, da je pač malo nižji standard. Tako da sva rekla, bova skoristila. Čas je še za eno zanimivo dejstvo o Bolgariji. Ne vem, če ste vedeli, ampak Bolgarija velja za drugo največjo izvoznico eteričnega olja prave vrtnice na celem svetu, ki pa se ga večinoma uporablja v parfumski industriji. Midva temu faktu malo nisva mogla verjeti, potem pa vedno bolj, ko sva se sprehajala po Sofiji, so naju spremljali takšni in podobni nasadi vrtenc. Zdaj so sicer že skoraj cveteli, ampak je res neverjetno, koliko vrtenc vidiš tukaj v Bolgariji. Ej, Bonč, Ja. Zdaj se pa okolo obrn, pa poglej to amerikanizacijo. McDonald's, Coca-Cola, KFC, what? Noro. Se drugač, čakaj, bom samo malo prestavil kamero, samo počakajte. Drugač sva ful opazila, da so malenkost malo bolj napredni od nas v smislu pač teh nekih brandov, ki jih imajo tle. Starbucks imajo, to, pa ja. Dunkin Donuts imajo, tako noro. No? Take stvari, ki pri nas bo še malo trajal, po moje, da pridejo. Sprehodila sva se še do Narodne palače kulture, ki je v bistvu en tak kulturni center in gostijo razne prireditve, kulturne dogodke, koncerte in podobno. Tako da zdaj se bova še tukaj malo po parku sprehodila. Sva pa drugače v temule modernemu parku glih za Halloween, tako da je ful enih našemljenih ljudi. Tako no, je kar vzdušje, pa še vse te jesenske barve, a ni fino. Fino. Iz tega parka je super izhodišče za glavno ulico v Sofiji, Vitoša Boulevard. Gre za zelo živo ulico s polkom barčki in plejci dogajanja. Pa dragimi trgovinami. Tako. Ampak s tem kadrom bova midva zaključila tale vlogec. Ja, rada bi naredila še en tak povzetek, se pravi na enega celotnega potepanja po Sofiji. Jaz bi rekla, da je Sofija super destinacija za nek podaljšan vikend oddih, recimo lih tako za 2-3 dni, super. Ponuja marsikaj pač polno muzejev, lepih znamenitosti, drugače se mi pa zdi, da ima celotno mesto en tak socialističen privdih. Razen telih malo bolj modernih delov, a ne? Tako. Tako da no, pač neko samo mesto zdaj, da bi bilo ful wow, ful posebno, bi rekla, da ne, no, imamo veliko lepših mest po Evropi oziroma prestolnic po Evropi, se pa splača priditi, ker je zelo poceni. Tako da, če res iščete nek kratek oddih, ki je pocen, mislim, da nimate boljšega, kakor da se odpravite sem v Sofijo. Bova pa v naslednjem vlogu pripravila prav poseben video, kjer bova razložila čisto vse stroške, ki sva jih imela tekom najinega popotovanja po Sofiji v Bolgariji. Da pa ne zamudite tega vloga, kjer povzameva vse stroške najinega 3-dnevnega potovanja po Sofiji, pa so obvezno naročite na najin kanal, tisti gumb rdeč stisnite, nič ne grize, pa nič ne boli. Tako, pa seveda ne pozabite všečkati ta video, pa napišite spodaj v komentar, katera znamenitost v Sofiji se vam je zdela najlepša. Zdaj pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau! Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you
can tell me how